Tokrat v občinskem informatorju. Proračun občine Videm za leto 2026 v javni razpravi. Svetniki opozarjajo na neusklajenost. Maribor z novim podjetjem za vodenje projekta energetske izrabe odpadkov. Zaključek projekta postavitve sončnih elektrarn v Hočah. Bolnišnica Ptuj prejela reanimacijsko ogrevalno mizico za neonatalno oskrbo. V občini Duplek nadaljevanje izgradnje križišč in več projektov iz sprejetega proračuna. Rudi Šantl predstavil video spot Zelena dolina. Marija Lozinšek iz občine Destrnik praznovala častitljivih 90 let. Lepo pozdravljeni. V občini Videm so po zapletih pri sprejemanju letošnjega proračuna na zadnji seji sprejeli odločitev, da predlog proračuna za leto 2026 pošljejo v 15-dnevno javno razpravo. Ta poteka do 5. februarja 2026, na podrobnosti pa v prispevku. Na prejšnji seji rebalans proračuna občine Videm za leto 2025 ni bil sprejet. Tokrat pa so svetniki kljub nezadovoljstvu potrdili, da gre predlog proračuna za leto 2026 v javno razpravo. In kaj o proračunu meni sam župan? Proračun je nekako sestavljen tudi na podlagi prejšnjega proračuna, rebalanse, ki bi nekako bil v bistvu nekih novih postavk v tem proračunu nismo odpirali. Želimo zaključiti tisto, kar smo se na začetku mandata poskušali dodati, oziroma spremembe, ki so se nekako dogodile skozi vsa ta leta, ta 3 leta. Svetniki opozarjajo, da proračun ni bil usklajen in da je bil zgolj predstavljen kot dejstvo brez resnega dialoga s svetniškimi skupinami. Imeli smo z županom en sestanek, kjer je župan imel, kot ste tudi že slišali, 2-urni monolog, kjer je govoril in predstavljal, ne da smo se mi vključevali za stran SDS, vem, da je dala svoj predlog, mislim, da nekaj veliko ni bilo vključeno, je pa res, da še ga nisem do konca predelala, tako da se ne moremo opredeliti, kaj bom naredila na samem potrjevanju proračuna. Poudarili so željo, da bi se poenotili. Glasinc je poudaril, da je čas, da se občina razvija, ne da se prepirajo, kdo bo dobil večji kos pogače. Dodal je, da ponekod delajo luksus, drugje pa nimajo osnovnih pogojev. Smo nekaj naporov vložili v svetniški skupini SDS, želeli oziroma smo pripravili nek svoj predlog. Sam županov predlog v redu gre v neko smer razvoja, ki smo ga zastavili, ampak imamo še kar precej rezerve in veliko je nekih bombončkov, če temu rečemo predvolilnih, ker je letošnje leto volilno nič ni narobe, ko se pač poskuša na nek način preko nekega dodatnega denarja dobiti glasove ljudi. Žal naj bi zadnji sestanek, ki ga je župan poimenoval usklajevalni, zaključili predčasno, saj nekaterim svetnikom, kot nam je dejal Likavec, žal zmanjkalo kondicije. Usklajen ni, je pa predstavljen, ali so ga pa 3 stranke med sabo uskladili, to pa ne vem, mislim, nimam pojma, oziroma 2 stranke in župan, nimam pojma. Dokument, ki predvideva skoraj 15 milijonov evrov prihodkov in več kot 17 milijonov evrov odhodkov, po mnenju dela svetnikov ne odraža potreb občanov, temveč interese posameznikov. Na vprašanje, ali meni, da je bilo dovolj usklajevanja, sodelovanja, pa župan konkretno ni odgovoril. Proračun je nekako živa stvar, danes ga načrtuješ, ne veš, kakšni bo razpisi, kje boš uspešni, kakšne izvajalce boš dobival, kaj boš, in to je pač tudi stvar, ki skozi celotno leto treba pogovarjati, se nekako tudi prilagajati oziroma sprejemati tiste odločitve, da je za občane v vlogi dobrega gospodarja najboljše. Proračun bo v javni razpravi vse do 5. februarja. Občani si lahko dokument ogledajo na spletni strani občine ali osebno v času uradnih ur na občinski upravi občine Videm v Vidmu pri Ptuju. Mariborski mestni svetniki so na seji potrdili poslovni načrt javnega holdinga Maribor za leto 2026. Predstavili pa so tudi novo podjetje, namenjeno projektom energetske izrabe odpadkov, na podrobnosti pa v prispevku. Na 31. redni seji mestnega sveta mestne občine Maribor so mestni svetniki potrdili dnevni red z vsemi širitvami. Obravnavali so 21 točk dnevnega reda, vse točke dnevnega reda so bile sprejete. Potrdili so poslovni načrt javnega holdinga Maribor za leto 2026. Prav tako so se seznanili z načrti skupine, ki je lani ustvarila rekordnih 144,2 milijona evrov prihodkov. V nadaljevanju je direktor holdinga Andrej Richter povedal, da nastaja novo podjetje. Gre za projektno podjetje EOM, ustanavljata ga Energetika Maribor in Snaga.
Bdelo bo nad projektom energetske izrabe odpadkov. Razlog pa naj bi bila transparentnost. Na vprašanja svetnikov je Richter zagotovil, da letos občani ne bodo občutili nobenih podražitev na položnicah, čeprav bo to poslabšalo poslovne izide podjetij. Med drugim je mestni svet sprejel odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju ginekologije in porodništva na območju Mestne občine Maribor. Gre za prvo obravnavo. Občina je sicer to koncesijo ponudila javnemu zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor, a ker beležijo manko specialistov ginekologije, tega programa ne morejo prevzeti. Konzorcij občin z vodilno vlogo občine Hoče - Slivnica pa je uspešno zaključil projekt sončnih elektrarn. V projektu je sodelovalo 15 občin ter 5 domov za starejše. Na javnih stavbah so skupaj namestili 77 sončnih elektrarn, s čimer so naredili pomemben korak k trajnostni energiji in bolj zeleni prihodnosti. Konzorcij 15 občin in 5 domov za starejše na čelu z občino Hoče - Slivnica je nedavno zaključil projekt postavitve sončnih elektrarn na javnih stavbah. Ko smo v fazi pridobivanja, tudi druge občine, drugi partnerji, ki so lahko tudi domovi za starostnike, so bili in potem so nas nekako ti izdelovalci dokumentacije, preko njih šel kontakt, projektanti povezali, tako da smo prišli na nazivno moč 3 MW, kar je pomenilo maksimalne točke. Projekt so prijavili v drugem razpisnem sklopu, saj v prvem še niso imeli urejene dokumentacije in pridobljenih soglasij. Posledično je bilo treba urediti do izvedbe vse služnosti, potem se vmes kaj zalomilo, služnosti ni bilo, se je spreminjala trase, tako da tu res kapa dol Elektro Maribor z vodstvom na čelu, ki so nam pristopili, so tudi bili pripravljeni upoštevati, da nimamo finalnih zadev, da bomo spreminjali, dopolnjevali. Rok za izvedbo projekta je bil sprva do konca novembra, a so ga podaljšali do 15. januarja. Do takrat smo vse občine vse izdelali, tako da nekatere občine so že dobili, kot je bilo prej povedano, 4 so že dobile sofinanciranje plačano. Ostali bomo pridobili verjetno v naslednjem mesecu. Tako da gre za skupno gledano 77 objektov, 4,6 mega priključne moči. Soinvesticija konzorcija je bila 3,3 milijone. V občini Hoče - Slivnica so sončne elektrarne nameščene na več javnih objektih, med drugim na občinski stavbi, šoli, vrtcih, športni dvorani ter zdravstvenem in gasilskem objektu. Mi smo dobili sofinanciranja, mislim, da okoli 730 000. Dober milijon je bila investicija, letni prihranki pa naj bi bili računsko 170 000, tako da gre za odličen projekt, res sem vesel, ponosen, zahvala vsem partnerjem, da nam je to uspelo, ker bo to sigurno za našo občino in za vse ostale partnerje v prihodnje pomenilo manjše obratovalne stroške in bomo te stroške lahko namenjali v investicije in drugo, kar je v občinah oziroma domovih za starostnike potrebno. Za naložbo bodo letno občutno znižali stroške električne energije. 130 000 na električne energije, celoten konzorcij pa bo prihranil dobrih 600 000 na električne energije, pa okrog 207 000 na omrežnini. V občini Starše so v projekt vključili 4 objekte. 2 krajevni skupnosti, osnovno šolo in pa tribuno na športnem objektu v Staršah. Vse skupaj je nazivne moči okoli 160-168 kW, prihranek bo tam cirka 30 000 evrov na leto, kar pomeni v 10 letih je to 300 000 evrov, pa lahko naredimo mogoče kakšno ulico več. Nepovratna evropska sredstva za okrevanje in odpornost so za občine ključnega pomena. Izvenregijski projekti so resnično dobrodošli. Naši proračuni so vedno premajhni in vsak prihranek, ki se zgodi na podlagi takšnih projektov, je seveda zelo dobrodošel. Vsi načrtovani cilji so bili pravočasno doseženi, dela pa uspešno zaključena do roka. Na Elektro Maribor smo zelo ponosni, da je ta projekt uspel. Tudi uspel je zaradi tega, ker smo res pravočasno stopili v stik. Tudi nosilec tega konzorcija in postali potem partnerji so bili v nenehnem kontaktu z našimi
sodelavci, ki so peljali postopke, in ključno je pač to, da bo to izboljšalo kvaliteto življenja uporabnikov in pa občanov na tem območju. V projektu so poleg občine Hoče - Slivnice sodelovale še občina Maribor, Gornja Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveta Trojica, Makole, Hajdina, Ruše, Miklavž na Dravskem polju, Rače Fram, Duplek, Starše, Selnica ob Dravi, Grosuplje in Ivančna Gorica. Sončne elektrarne so bile postavljene tudi na 5 domovih za starejše, med drugim na Ptuju, v Poljčanah, Lukavcih, Lendavi in Grosuplju. V društvu Viljem Julijan so v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj slovesno predali najsodobnejšo grelno reanimacijsko posteljico za novorojenčke, namenjeno najtežjim bolnim otrokom v porodnem oddelku. Splošna bolnišnica Ptuj je prejela zelo pomembno donacijo, grelno reanimacijsko mizico za novorojenčke, namenjeno najtežje bolnim otrokom v porodnem oddelku. Ta aparat je vrhunski aparat. Gre za aparat, ki ni zgolj namenjen začetni oskrbi vsakega novorojenca, ampak je posebej namenjen otrokom, ki so najbolj kritično bolani, torej tisti, ki jih moramo oživljati in nam omogoča na enem mestu vse. Gre za tehnološko zelo napredno napravo, ki v enem sistemu združuje učinkovito in enakomerno ogrevanje novorojenčka, takojšnjo reanimacijo in ventilacijo, stalno spremljanje življenjskih funkcij ter fototerapijo za zdravljenje zlatenice. Ogrevalne mizice imajo seveda tudi razne podporne mehanizme za pomoč otroku, ki ima začasne težave ali pa manj izražene težave po rojstvu. Ta mizica pa nam omogoča kompletno oskrbo, se pravi tudi pri otrocih, ki so najbolj kritično bolani, da ne rabimo nobenih drugih pomagal za vse, kar potrebujemo in kar moramo takemu otroku nuditi. Takšna oprema zdravstvenemu osebju omogoča, da lahko najhuje bolnim novorojenčkom pomagajo že v prvih sekundah po rojstvu. Mi imamo mogoče na letni ravni, če bi kdo rekel, kolikokrat boste to mizico uporabljali, recimo z čisto vsemi funkcijami, ki jih ima, enkrat ali dvakrat, če je leto dobro, 4krat ali 5krat, če je leto slabo, a ne? Ampak za tiste starše, ki bodo takrat na tako vrhunski aparaturi imeli otroke obravnavane, pa je to neprecenljivo. To je tisto, kjer starša, ko gre za njegovega otroka, ne zanimajo številke, ampak njegov otrok. Reanimacijsko grelno mizico za novorojenčke je bolnišnici Ptuj podarilo društvo Viljem Julijan. Za nas je to neprecenljivo. Prvič smo ganjeni, da se je društvo odločilo nam pomagati. Res je, naša prošnja je bila prav za to mizico njim in neskončno smo jim hvaležni, da smo lahko to mizico dobili. Na prošnjo so se v društvo pozitivno odzvali, saj menijo, da je prihodnost družbe tesno povezana z zdravjem otrok. Splošna bolnišnica Ptuj se je obrnila na naše društvo in to z besedami, ki so nas pač ganile, torej da potrebujejo en takšen novejši, vrhunski, bolj izpopolnjen aparat, in v pismu so napisali v pošti ganljive besede z sporočilom, da zgodna kakovost pri tako malih otrocih vpliva lahko na celo življenje. To je del poslanstva društva, vsaka donacija pa ima za njih poseben pomen. To ni zgolj nek strokoven konstrukt, ampak to je resničnost, s katero se tudi v društvu Viljem Julijan vsakodnevno ukvarjamo, torej z otroci z redkimi boleznimi in njihovimi družinami, in vemo, kako pomembno je, da otroku čim prej pomagamo, kolikor le lahko. Tako da te besede njihove so nas absolutno navdihnile in globoko ganile, zato smo se absolutno brez oklevanja odločili, da pomagamo in da pristopimo. Gre za veliko pridobitev v korist najmlajših, hudo bolnih otrok. Skupna vrednost donacije, ki vključuje posteljico z vsemi potrebnimi moduli in dodatno opremo, znaša več kot 16 000 evrov. Sedaj pa v občino Duplek, kjer imajo potrjen kar 2-letni proračun. V letošnjem letu bodo nadaljevali projekte izgradnje krožišč, lotili se bodo tudi mehkejših vsebin, sofinanciranja društev, urejanja športne infrastrukture in drugega. Podrobnosti pa v prispevku. Pred koncem preteklega leta so pod streho spravili oziroma potrdili proračun občine Duplek za 2 leti, tako za naslednje leto kot tudi za letos. V letu 2026 je kar nekaj pred nami še tudi investicij, tudi nekaj takih, ki so se že pravzaprav v preteklem letu pričele, tako da nekako smo začrtali proračun prihodke na 9,4 milijone in kar na 11,5 milijonov odhodkov. Seveda nekaj prenašamo ostanka sredstva iz preteklega leta in pa tudi
zadolževanje je predvideno v višini 1 400 000. V okvir proračuna spadata med drugim izgradnje obeh krožišč v Zgornjem Dupleku. Seveda tudi, kar se tiče samega motenja normalnega življenja oziroma prometa po naši občini, smo to občutili že v letu 2025, ko se je zgradilo prvo krožišče. Ob mrazu so čakali še na nekoliko višje temperature zaradi izgradnje drugega krožišča. Tukaj računamo, da bi se projekt moral zaključiti vsaj do nekako konca pomladi. Seveda pa je veliko odvisno tudi od tega, kako bodo izvajalci se dogovorili z glavnim investitorjem, direkcijo o podaljšanju roka in podobno, ampak pričakujem, da bo to steklo v čim krajšem roku in seveda tudi, da bodo izvedba te del potekala normalno. Sofinancerski del občine Duplek pri izgradnji krožišč ni zanemarljiv. V letošnjem letu predvidevamo še 650 000 evrov sofinancerskih sredstev, tako da si seveda skupaj želimo, da čim prej izpeljemo uspešno ta projekt, tudi na račun tega, da bo promet in celotno vas Zgornji Duplek dobila novo podobo in da bomo lahko se tega projekta veselili. Seveda do času gradnje pa bo nekaj preglavic, zlasti kar se tiče zastoja. Kot je običajno, so v proračunu postavke tudi za tako imenovane mehke vsebine, ki vključujejo tudi sofinanciranje društev. Velik poudarek je predvsem na tem, da nekako ohranjamo družabni utrip naši občini in seveda poleg vseh tistih prireditev, ki so že nekako tradicionalne v naši občini, je pomembno mogoče tudi, da še tudi letos vztrajamo na nekih dodatnih investicijah v športno infrastrukturo, tako da bo se obnovili prostori in judoistom in nogometašem v stari telovadnici v Spodnjem Dupleku, pa obnova šolskega igrišča v Žitečki vasi. Ob tem pa še nekaj manjših projektov. Na področju turizma, obnove gradu še vedno želimo narediti korake naprej. Zlatarske avanture, kjer smo sofinancirano dobili iz Interrega, so še vedno aktualne oziroma bodo v letošnjem letu predvsem dobile kar nekaj vsebin, tako da dela nam zagotovo ne bo zmanjkalo in tudi izzivi pred nami, ki so, bodo tisti, ki nas bodo gnali naprej. Seveda pa so v samem proračunu še večji in srednji projekti. Ene bodo izvedli letos, ene pa v naslednjem letu. Minuli vikend se je v Zeleni dolini odvil kulinarični večer, ki je bil posebej prepleten z glasbo. Odvila se je tako rekoč predstavitev videospota Kabriolet, ki je ustvarila posebno vzdušje in večer spremenila v pravo doživetje. No, predstavila sta ga pevec Rudi Šantl in Milena Vračko. Rudi Šantl in Milena Vračko sta v duetu zapela svojo novo pesem, ki je kulinaričnemu večeru dodala poseben čar. Ob tem pa sta predstavila tudi videospot. Govorijo o pesmi, ki jo je napisal Majko Rešar, ki snemam tudi prejemo v Slovenski Bistrici. Naslov pesmi je pa Kabriolet, ki je tekst napisala Milena Vračko. Predstavitev videospota je prinesel pravo poletno energijo. Zgodba je o kabrioletu, ki se vozimo v kabrioletu, poletje, Portorož, Savudrija in prelepo čudovito vreme, sonce, plaža in tako da te vabim na kavo v Portorož v tem smislu. Gre za prijetno in živahno melodijo. Mislim, da je kar prijetna melodija, živahna, ker prekrat, ko smo nastopali v Dravogradu, so kar že mladi zraven ploskali, tako da upam, da bo tudi tu vzdušje ta pravo. Kot namiguje naslov pesmi, je bil videospot posnet ob morju. Govori o dogajanju nekje na morju, torej Portorož, Piran se omenjata. In seveda smo se z Rudijem dejansko pripeljali na morje in posnela s kabrioletom ravno to okolje in morje in v skladu z pesmijo. Snemanje videospota je združilo druženje in ustvarjanje. Čudovito je bilo, to je bilo tudi tako lepo druženje, tudi bili smo skupaj 3 dni kar, ne, in prijateljsko smo dejansko tudi sodelovali, poznamo se že z Rudijem kar nekaj let in tako se je tudi porodila ideja, da posnameva duet in primerno temu tudi videospot. Pevka s tem svojim poslušalcem pošilja posebne želje. Naj bodo dobre volje, pozitivno naj razmišljajo, naj se veselijo vsakega lepega dne in naj
bojo med seboj, se družijo in lepe misli vsem skupaj pošiljam. Pesem je požela močen aplavz in navdušila obiskovalce. Poletni ritem jih je v teh hladnih dneh popeljal naravnost v tople kraje. Kabriolet, pelje naj uspe, noč in dan, v Portoroški dan. Kabriolet, kako je lep ta svet, na obalo, kjer dotika morje se neba. Vedno znova vrača se, ker srečna sta oba. V občini Destrnik pa je Marija Lozinšek praznovala častitljivih 90 let. O praznovanju je izpostavila, da si za prihodnost želi predvsem dobrega zdravja, da bi omogočalo še naprej uživati v mirnem vsakdanu in toplini družbe svojih ljudi. Marija Lozinšek je praznovala že svoj 90. rojstni dan. Odraščala je v številni družini, kjer so se že zgodaj oblikovale vrednote povezanosti in medsebojne skrbi. 4 pube pa 4 deklina smo bile, tako na pare. Skupaj z možem Tonetom sta si ustvarila dom, kjer Marija živi še danes. Oženila 56. leta, smo se oženila. Oni so bili viničari tu za v toti hiši, kak smo jo mi pol kupila. Pa je tak hiša bila strašno slaba, pa tak, da smo kupila, te pa smo mogla začeti obnavljati, ker smo lahko jo živeli. Podala je svoj nasvet za dolgo in srečno življenje mladim. Nekaj zdelajo, slabo živijo, pa je to tu. Povedala nam je, kaj so njene želje za prihodnost. Kaj se čem želeti, če imam vsega puno. Nič mi je zdravje, čisto nič drugo. Jo, mesa sem že takrat z glavo usito, ker toga nekdo ne bilo, ne. Jo, to, jo. Zdravje, čisto nič drugo. Vsi pri hiši me imajo radi. Marija je bila skozi vse življenje zelo dejavna. Rada je kuhala, brala knjige ter sodelovala v družbenem življenju. Dosta radi povejo za nazaj, kaj je bilo nekoč, pa kak je zdaj, ne? Kakšna razlika je zdaj, pa kak je bilo nekoč, ne? Ja. Za kako ječe pripravljam, mi tudi kaj svetujejo, da smo pa mi tak, ne tak. Čestitke ob jubileju so ji izrekli tudi predstavniki občine Destrnik in društva upokojencev Sveti Urban Destrnik. Vsaka, ki doseže 90 let, skupaj z društvom upokojencev Sveti Urban Destrnik obiščemo, čestitamo in ob tej priložnosti tudi poveselimo. Starejšim v občini Destrnik posvečajo posebno pozornost. Danes smo pri, po domače rečemo, Micka Lozinšekova, vsi pod tem jim poznamo, zagotovo je pojem navdiha, optimizma, srečamo jo povsod na prireditvah v društvih, na občinskih prireditvah in zagotovo vsako nedeljo tudi pri maši. Vsako leto obiščajo kar nekaj občank in občanov, ki dopolnijo 90 let. Na letni ravni z društvom upokojencev obiščamo okrog 5. Letos, zdaj v januaru smo pri 1. Ravno danes praznuje 90 tudi en gospod, tako da še bodo dogodkov v tem letu tudi take vrstne. Njena velika želja je bila postati šivilja, a jo je življenje zaneslo na drugačno pot. Ostala je doma, kjer je z velikim veseljem skrbela za vsakdanja opravila. Še danes pa jo odlikujejo zgovornost, bistroumnost in vedrina, zaradi katerih je vsak pogovor za njo prava radost. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Poglejmo pa še, kaj nas te dni čaka v naših krajih. Jutri bo v Majšperku s pričetkom ob 18. uri potekala dobrodelna prireditev z naslovom Smo za smeh. Slednja se bo odvila v kulturni dvorani KPC Majšperk, zbirali pa bodo prostovoljne prispevke za šolski sklad. Toliko. Seveda pa bo veselo tudi v nedeljo 25. januarja, prav tako s pričetkom ob 18. uri, ko bo se odvila prireditev Še zveni po praznikih. Gre za koncert mešanega pevskega zbora Svetega Miklavža Majšperk z gosti. Potekal pa bo v cerkvi Svetega Miklavža Majšperk. Toliko z moje strani. Želim vam lep preostanek tega tedna in nasvidenje.